še vedno veliko ljudi ne ve, da pravo in zdravo dihanje je samo na nos. Največkrat dobim vprašanje, katera zobna pasta je dobra. Trudim se razumeti, kaj ljudje doživljajo, ko imajo strah pred zobozdravnikom. Prvi obisk je bolj namenjen staršem kot pa otrokom. Opažam, da mogoče še bolj kot sladkarije so težave res bolj sladke pijače. Ne samo bolj umivaj zobe, pa bo v redu. To nikomur ne pomaga, ne? Ko grejo otroci zvečer spat, da ne navalimo mi na čokolado. Ne? Urška, lepo pozdravljena. Živijo, pozdravljena. Me zelo veseli, da si današnja gostja. Poslušam se podcastu, res počaščena, da si se odzvala vabilu. Da, hvala lepa. Jaz sem pa res zelo vesela, da sem dobila mesto v takem podcastu, ki res toliko daje družbi, toliko se da iz njega naučiti. Hvala lepa, da se trudiš in da si me umestila med take krasne goste. Hvala lepa. Z veseljem. Hvala še enkrat. Ko sem pripravljala vprašanja, se mi je porodila misel najprej vmes enkrat takrat, ko sem bila jaz še recimo otrok, na pesem Zobar od Čukov, pa nam pela, da se nam kdo straši. Ampak me zanima govoriti za tiste, ki ne poznajo, o strahu pred zobozdravnikom. Pa me zanima, kakšne so bile tvoje izkušnje? Si imela tudi kdaj izkušnjo strahu? Oziroma, kakšne so bile tvoje izkušnje z zobozdravnikom? Jaz sem v bistvu, kar se tega tiče, zelo slab zobozdravnik, ker nimam nobene slabe izkušnje, nimam niti nobene plombe, meni niso nikoli vrtali, nikoli zoba spulili, tako da mene mož heca, da to je tako, kot če bi bil mehanik brez avta, ne, da bi si mogla dati vsaj eno plombo narediti, pač iz tega vidika, da bi vedela, kak je sploh občutek. Tako da ne, nikoli nisem imela straha. Imeli smo v naši osnovni šoli v Ljubljani na Richardu Jakopiču eno krasno zobozdravnico, ki je res ogromno vlagala v preventivo in je takrat delala neke postopke, ki so bili dokaj novi in mislim, da je tudi to pomagalo, da nisem nikoli razvila kariesa in da nisem imela nikoli odpora. Tudi pol v srednji šoli, ko smo prišli k njej na sistematski pregled, smo imeli nek tak res lep prijateljski odnos, tako da ni nobena travma za mojo izbiro poklica. Tako da res trudim se razumeti, kaj ljudje doživljajo, ko imajo strah pred zobozdravnikom. Vidim, da so to včasih res velike stiske, ampak sama pa res te izkušnje nimam, na srečo. Ja, super. Lepo in v bistvu je ta zobozdravnica ti bila verjetno tudi vzor in tako. Je, res krasna je bila in prav sem gledala, če še dela, pa ne dela več, da bi prav napisala mail, pa da bi jo poklicala, pa se ji zahvalila. Tako da, če slučajno pride čez ta podcast in ga bo poslušala, bi se Lidiji Dolgan res zahvalila za krasen vzor. Hvala, kako lepo tudi za pohvalo tvoje. Super. Da se take pozitivne izkušnje tudi delijo. Super. Da je možno drugače, ne? Tako. Ja, res. Da tudi niso vsi, tako kot nekdo reče, vsi zobarji so mesarji. Mislim, jaz nisem od tega nič osebno prizadeta, ampak ja, verjamem, da ogromno ljudi je pa imelo neko slabo izkušnjo. Ja, je res lahko to, trajne posledice lahko pusti. Res. Sem imela že odrasle paciente, ki pridajo recimo samo v čakalnico, pa jim je to že taka travma, da se jokajo samo v čakalnici. Grozno, res, grozno. Sej potem pri večini to predelamo in pol lepo sodelujejo, hodijo in se celo smejijo včasih, se smejimo skupaj, ampak je pa to res, ta prvi korak je najtežji. To naročiti se in dejansko priti, to zna biti res težko. Tudi za odrasle osebe, ki znajo, da je to za njih dobro, ampak težko to presežejo. Ja. K sreči pa zdaj tudi so drugačni pristopi, tudi vas zobozdravnikov, tudi mi, pač naša generacija je imela že več te preventive v šoli, več ozaveščanja in se mi zdi, da pri večini je vse ta obisk zobozdravnika zdaj manj travmatičen, kot je mogoče včasih bil. Tako da to je res lepo slišati. Mi da so se v bistvu že spoznali v živo in sicer 2 leti nazaj, ko smo obe predavali, ti si predavala o negi otroških zob, prav o tej isti tematiki kot danes in se mi res navdušila s svojim pač tem pristopom in sočutnim in hkrati pa strokovno podkovanostjo. Tako da ja, nekaj si že delila, odkot tebi to navdušenje, pa mogoče malo več, kje sploh delaš, kaj točno delaš?
Tako da. Ja, začela sem kot zobozdravnica v zdravstvenem domu v Črnomlju. Moja želja od nekdaj je bila, da uspešno uspem uskladiti družino, ki mi bo na prvem mestu in šele potem bo kariera. Potem so se stvari malo drugače obrnile, nekako po tretji porodniški sem začutila, da je zdaj pa počasi čas, da tudi sebe malo strokovno in tako naprej porinem, da bom težko ostala v zdravstvenem domu celo življenje, da bi se mogla prilagoditi temu sistemu, ampak pač tega nisem želela. Tako da sem odprla pol svojo ambulanto, ki zdaj že 2 leti deluje v Črnomlju. Je čisto samoplačniška, kar je sicer mi malo žal, ker te najbolj ranljive skupine, ki največ podpore potrebujejo, in mogoče zdaj moja oskrba ni več toliko dostopna. A ne? Čeprav še vedno imam par pacientov, ki so šli z mano, pa vem, da je njihovo finančno stanje težko, pa pač probamo se uskladiti, a ne, da je tudi za njih okej, da jim ni to zdaj tako breme, da bi bilo to ovira, da ne bi prišli k meni. No, v glavnem, ja, mi je pa že v času službe sem dosti začela študirati psihologijo, o vzgoji dosti, zelo všeč mi je sočutna vzgoja. Sicer vidim pri tem tudi svoje omejitve, a ne, ker čist neskončno potrpežljivosti tudi jaz nimam, da bi lahko razlagala vse v nedogled, tako da tudi kričim kdaj, predvsem na svoje otroke, na tuje ne stojim, ima več potrpljenja. Ja, no, zelo me zanimajo tudi razne novosti, ki jih recimo v zdravstvenem domu nisem mogla toliko zasledovati, tu jih pa lahko in delam tiste stvari, ki so mi všeč. To je to. No. Se pa res trudim, da pristopam do pacientov sočutno, da se prilagodim vsakemu posebej. Zdaj sicer malo več delam tudi z odraslimi in da probam razložiti, kaj delamo, ker mislim, da najhujši občutek pri zobozdravniku je to, da izgubiš nadzor. Da nimaš, da se počutiš ujet tam pod unimi lučmi, nemočen, z odprtimi usti, z rokami takole ob telesu in da to je v bistvu definicija travme, da izgubiš kontrolo nad svojim telesom in mislim, da to je najbolj grozen občutek pri zobozdravniku. Tako da tudi odraslim ogromno pomeni, če lahko med tem, ko delamo karkoli, vmes prekinejo, da imamo določen znak, ne vem, dvignejo roko, pomahajo karkoli. Tudi jaz probam slediti mimiki obraza, če roke stiskajo ali karkoli, da prekinemo, da si lahko dovolj časa vzamemo na ta način. In to je za vse koristno. Ja, in pri odraslih in pri otrocih. Tako, v bistvu pristop tukaj se ne razlikuje, kaj bistveno. Jaz tudi vidim pri svoji zobozdravnici, ki te stvari zelo sočutno upošteva in tako in mi je res to zelo veliko pomenilo. Res to dosti pomeni. In tudi pri otrocih vem, da imaš ti tudi tak pristop, da mogoče, če se naveževa glih na prvi obisk pri zobozdravniku, kako zgleda pri otrocih, recimo, pa se zdaj malo na otroke osredotočiva, ta prvi obisk, kdaj je sploh čas za ta prvi obisk pri zobozdravniku, pa kako, zakaj, čemu je namenjen? Prvi obisk je lahko že pri 1 letu, lahko je celo že prej, sicer se ga otrok ne bo spomnil, ampak prvi obisk je bolj namenjen staršem kot pa otrokom. Sploh starši, ki imajo prvega otroka, je dobro, da pridejo na obisk pri 1 letu, zaradi tega, da se pogovorimo o preventivi. Jaz res verjamem v preventivo in vidim, da se splača in da na dolgi rok je to sigurno prava pot, ker s tem lahko marsikaj preprečiš bolečine, strah, razne zaplete. Tako da pri 1 letu obisk izgleda tako, da v bistvu starši ponavadi še prinesejo otroka, včasih še niti ne hodi. Malo pogledamo zobke, če ravno otrok dovoli, ponavadi je to res na hitro, itak imajo pri 1 letu večinoma tam 8 zobkov, več ne, to so samo sekalci sprednji. Predvsem želim poudariti takrat staršem, kako pomembna je higiena. To zdaj mislim, da že večina staršev ve, da je treba zobe umiti zjutraj in zvečer, da se že od izrasti prvega zobka umiva zobe z mehko, majhno zobno krtačko. Druga stvar, ki jo pa res želim poudariti, je pa to, da zvečer ne sme biti sladkih pijač. Po umivanju zob
res odsvetujem kakršnekoli sladke pijače. Materino mleko je tu izjema, a ne? Če mamica še doji, to je izjema, seveda lahko doji potem, ko so zobki že umiti, ampak vse druge pijače pa nekje po 1 letu naj otrok pije samo vodo. Tu je velika težava steklenični karies, sicer se veliko staršev zdaj tudi že tega zaveda. Steklenični karies v bistvu nastane, ko otrok zvečer ali po noči recimo pije neko sladko pijačo, nekateri dajo tudi razrečen čokolino recimo po flaški in te sladkorji ostanejo celo noč na zobeh. In to zelo, zelo hitro napreduje in povzroča res grd karies na prvih zgornjih zobkih, sekalcih, ki hitro napreduje in otroci so lahko recimo pri 3 letih že imajo zobe toliko že uničene, da so že vneti, da se jim začne že vse gnojiti. Res, to so res lahko kar hude stvari. In dolgotrajne posledice, ker taki mlečni zobje, ki so vneti, ki se non-stop gnojijo, lahko tudi stalne kasneje poškodujejo. In ima potem odrasel človek celo življenje ali lise na zobeh ali slabše zobe. Tako da to res se začne skrb za zobe že praktično, ko prvi zobek izraste. Ja, vem, da imaš tudi prav, vodiš tudi Instagram profil, ker tudi zaveščaš o teh stvarih, z istim naslovom, kot imaš podjetje, Sočutno zobozdravstvo. In imaš tudi tam prav to objavil, meni se zdi skodelica kakava, kako je res pomembno, da potem ne pije več. Tako, ja, ta skodelica kakava to je bila prav ena resnična zgodba, mislim zgodba. En fantek, je bil star recimo tam 6-7 let in je videla sem, da ima lepo umite zobe, da starši skrbijo, da se res trudijo, da vse delajo, kar bi mogli, ampak da ima vsakič nek nov karies. In tam pri 6-7 letih ima otrok že stalne zobe. To pomeni, da bo imel s temi zobmi celo življenje težavo. In potem smo nekako prišli do tega, da si on po večernem umivanju zob spije še skodelico kakava. Ki sicer ne bi rekli, da je nekaj sladka, kakav mogoče sam, niso ga dodatno sladkali, ampak dovolj sladkorja je bilo, da je povzročal karies na zobeh. In ko smo v bistvu, oni so zelo lepo sodelovali, to so sprejeli, so ukinili to skodelico kakava in naslednjega pol leta ni bilo več novega kariesa. Tako da res takimi majhnimi stvarmi, ampak je treba celostno gledati. Ne samo bolj umivaj zobe, pa bo v redu, to nikomur ne pomaga, neko žuganje pa. Če pa probaš malo širšo sliko dobiti, vzrok, ki ga je mogoče lahko čisto enostavno odpraviti, pa starši niti niso pomislili na to. Ja, kakor v tem primeru. Tako. Ja, lepo. Drugače pa tako, kot si rekla, so v bistvu mlečni zobje vsem, čeprav pač izpadajo in zrastajo stalni, izjemno pomembni, kot si že prej rekla, za naprej, za zasnovo. Res je. Mlečni zobje so pomembni tudi zaradi tega, ker otrok zaradi njih sploh lahko govori. Recimo pri otrocih, ki jim spulijo vse zobe, ker imajo tako zelo slabe, recimo ravno zaradi stekleničnega kariesa, se začnejo hude težave, otekanja in se je že zgodilo, sem imela že paciente, ki so jim recimo pri 3-4 letih spulili vse zobe. In tudi enega takega fantka imam prav pred očmi, res hude težave je imel in z govorom, pa hodil je k logopedu, pa mu je rekla, dej jezik za zobke pri nekem določenem glasu, pa rekel, pa kako, če nimam zobkov. In res, mislim, žalostno in kako je tudi to vplivalo na njegovo samopodobo. Ja, ker res celostni vpliv, pa ne samo. Res je. Ja, mislim, poleg tega, da tudi ni mogel recimo dovolj ustrezno hrane prežvečiti, zaradi tega ni imel dobre prebave, absorpcija v črevesju je bila slaba, on je imel nohte katastrofa, lase, kožo zelo slabo zaradi vseh teh stvari. Tako da niso zobje pomembni samo kot okrasek, da lepo izgledajo, res imajo veliko funkcij. Vplivajo na celostno zdravje, kot si lepo rekla. Ja, kakšne zobne ščetke, nekaj vidim, da si jih celo prinesla s sabo, pa priporočaš? Vem, da je že ponavadi pri obisku zobozdravnika, dobimo ena priporočila, pa mogoče, ki si že tukaj, da te še takole tvoje znanje. Ja, absolutno. Priporočam vedno krtačke, ki so mehke. Prinesla sem neke svoje najljubše. Znamka niti ni toliko pomembna. Pomembno je predvsem, ko izbiramo za dojenčka zobno krtačko, da so ščetine mehke, da je glava majhna, da lahko res pridemo povsod okrog vseh zobkov in da so ščetine kratke.
Ker če vzamemo krtačko z dolgimi ščetinami, je nemogoče, da bomo imeli tule stranske zobe dovolj kvalitetno. Krtačko se menja na 3 mesece, znamka niti ni toliko pomembna, ampak res, da je majhna, mehka in kratka. Tako. Obstajajo tudi, recimo, ta je pa moja druga najljubša zobna krtačka, tej se reče solo oziroma single, zgleda kot en tak čopič. Dosti ljudi je presenečenih, ko jim jo pokažem, ampak vsak dan jo vlečem iz predala in jo kažem. Krasna je za težko dostopna mesta. Recimo za zadnjim zobom, tudi za odrasle, ne samo za otroke. Potem recimo v teh jamicah, ki so na površini zoba, na griznih ploskvah, zelo, zelo dobro. In se uporablja kar brez zobne paste. Potem, ko so zobje že umiti, gremo predvsem ob dlesni in po težko dostopnih mestih. Zelo fina stvar. Jaz sem jo najprej videla tudi raven pri tebi, pa so nam pa, mislim, da je bil en sistematski zobni pregled, mislim, da je imela pri 2 letih, ali nekaj tazga, nam je pa prav tudi pokazala, isto. Tako da je res zelo, pred tvojim profilom, nisem vedela za to ščetko. Res je koristna, recimo pa zadnjič je tudi ena nosečnica jamrala, da si ne more sploh umivati zob, da ima tak refleks bruhanja v nosečnosti. Mogoče s tem bi šlo malo lažje kot z navadno krtačko. Tudi varianta, ja. Super. Še ena stvar, ki so starši dosti presenečeni, je pa zobna nitka. Zobna nitka je primerna za otroke tam nekje že od 3. leta dalje. In čeprav piše recimo na večini embalaž, da je primerna od 6 let dalje, dejansko je dobro čistiti z nitko že takrat, ko izrastajo vsi kočniki. To je tam okrog 3. leta. Čistimo pa tako, dosti lažje je s tako nitko, ki je že napeta na držalu. Kakor s tisto, recimo, Oral B, ki imaš. Tako, s tisto navadno nitko, ki je kot nitka tako, navadna, tudi odrasli težko operirajo. Moraš biti res že kar precej zverziran in to dosti ljudem vzame voljo. Tako da obstajajo različne nitke, recimo tole je ena taka prav otroška, ki je v obliki morskega psa, obstaja jih res veliko. Edino, kar meni pri teh nitkah ni všeč, da so malo bolj ekološko sporne, kot pa tiste nitke. Ampak pač to sem jaz pripravljena požreti za zdravje zob. Tu mi je zdravje zob pač pomembnejše. Uporablja se pa tako, da se da predvsem med zadnje zobke pri otrocih, med štirice in petice, to so mlečni kočniki. Tam, to je mesto, kjer se največkrat naredi karies. Če ima otrok kje luknjico, je to med štirico in petico. Skoraj sigurno. Tako da lahko že od 3. leta dalje med zobke, med štirice in petice, samo notrček, malo levo, malo desno, ven. Idealno bi bilo seveda med vsemi zobmi, ampak res otroci to kar dobro sprejmejo. Jaz sem tudi svojim otrokom itak ful težim, ker jim lahko, ker so moji, in si morajo tudi nitkati. In so dobro sprejeli, sicer ne mogoče čisto res od 3. leta, ampak tam 4, 5, 6, res ni noben problem. Pol, ko so stari tam 8, 9, si pa lahko že sami. Ja. Mogoče glih dobro, da si lahko sami. Kdaj v bistvu ti priporočaš, da si otroci sami ščetkajo zobe? To se mi zdi, da je tudi tako vprašanje, ki ima več različnih odgovorov. Je, res. Nekateri spodbujajo samostojnost že čim prej in dejansko imajo otroci nekje pri 3 letih neko fazo, ko hočejo vse sami početi. V redu, ne si umijejo sami zobe, ampak njihova motorična sposobnost še ni primerna, da bi si sami dovolj natančno umili zobe. Tako da neko splošno priporočilo je, ko znajo pisati pisane črke. To je konec 2. razreda. To je kar pozno, marsikdo je presenečen. Ali pa recimo, ko znajo zavezati vezalke. To, da imajo res kar precej spretne prste in kar precej pozno je to. Pa tudi po tem času je res smiselno, da starši še preverjamo. Ker sicer motorično so spretni, ampak njihova potrpežljivost je pa druga stvar. Jaz imam 8 let starega sina, mislim, prej je iz kopalnice ven, ko pa noter. Res, to je... Ne vem, če si umiva zobe 30 sekund. Tako da, je treba kontrola in nadzor. Kontrola, tako da jaz mu še vedno 1-2krat na teden sigurno umijem zobe, vsak dan pa tudi malo preverim. Super. Ja. Ker sem rekla, da pač vrtala mu ne bom. Tako da, je dosti bolj preventiva in biti malo bolj pač strikten tukaj, kakor potem posledice. Super.
Mislim, tudi če se navežem na sočutno vzgojo, sočutna vzgoja je tudi v bistvu postavljanje meja. Tako, in recimo, higiena zob je osnovna higiena. Tako kot si vsak dan parkrat umijemo roke, tako kot se vsak dan stuširamo, tako kot si, ne vem, 2-krat, 3-krat na teden umijemo lase, si moramo tudi vsak dan 2-krat umiti zobe. In tu ni popuščanja. In tudi moji otroci so jokali, ko smo umivali zobe, vsaj na začetku, jim ni bila to najbolj zabavna igrica in sva poskušala na razne načine, ampak sem vztrajala na tem, da zobje so zjutraj in zvečer umiti. Mogoče glih tukaj, ker starši res se mi zdi, da smo kar večinoma iznajdljivi, kako res sploh v obdobju mogoče malčka, ker želijo sami, pa se pa tudi malo upirajo, saj večinoma. Mogoče ti si že omenila tudi kakšne pesence, knjigice, si tudi prinesla nekaj s sabo, nekaj sem jih dodala, nekaj sem jih sama zbrala, tako kere metode, mislim, kere strategije, kaj se je pri tvojih otrocih najbolj obneslo? Ja, zelo različne v različnih obdobjih. Nekaj časa smo peli neko pesmico, ki traja ravno tam neki 2 minuti. Potem smo iskali črvičke, potem so te črvički skakali iz ust, pa nas brcali, pa pljuvali. Mislim, bolj ko delaš iz sebe bedaka, bolj užge. Je pa tako, da nobena stvar ne deluje dolgo časa. Vedno, ja. Zelo iznajdljiv moraš biti in mogoče je tudi en dober nasvet pri tem, da ne umivati zob res čisto zadnjo stvar, ko so otroci že res utrujeni, ob 8 zvečer, ko so res že čisto euforični. Moji so sploh taki, da ko so že preveč utrujeni, postanejo euforični in takrat je res težko umivati zobe. Mogoče pol ure prej večerjo, pol ure prej zobe umivati, pa bo tudi dosti lažje. Tudi mi smo na koncu dneva že dostikrat izmučeni, se nam ne da in nam zmanjka že potrpljenja. Ja, tako nek bazen je, ki ga izprazniš čez dan in tako. Tako da mogoče malo prej. Razne taktike so zdaj pri čisto mejnih, je včasih tudi, ko res ne moreš več. Jaz sem včasih jih tudi dala na previjalno mizo, pa sem jim na silo umila zobe, Bog pomagi. Pač upam, da ne bojo imeli travm. Potem pa razne knjigice za zelo majhne otroke, tam, ki še ne znajo brati, predšolske. Mi je zelo všeč tale Medojaka. Sicer si sam umije zobe, spodbuja, da ne bi si otrok sam umival zobe, ampak dobro, je razloženo, kako se gre k zobozdravniku, kako si umiva zobe in tako naprej. To je res za predšolske, zelo majhne. Potem zobke si umijem na kahlico, grem. V ambulanti imam tudi eno punčko Kajo, ki gre k zobozdravniku, pa Pujsa Pepa gre k zobozdravniku. Skoraj v vsaki knjigici o človeškem telesu je tudi en del o zobeh, o negi zob, ker je to, kot sem rekla, pač enakovreden del telesa, za katerega moramo skrbeti, za higieno. Tako da knjigic je res že ogromno, zelo lepe so. Treba se pogovarjati o tem z otroki, da sladkor škoduje zobem, da malo probamo zmanjšati vnos sladkorja in da zvečer res umijemo zobe. Tako. In mogoče, če to vidijo v knjigi, je to spet drugače dojamejo, kot če jim to starši samo govorijo. Dobijo še neko dodatno potrditev. Dodatno potrditev, ja. Prej si tako lepo povedala, no to se tudi meni zdi pri hčeri, res čisto zadnji trenutek, ki je res že toliko utrujena, takrat si tudi če si, mislim, tudi ko ji umije zobe, ki je isto, to je pač nuja. In je tudi že zdaj sama, se mi zdi tudi, če to naredimo kot del rutine, da je to res vsak dan, je sama navajena, da to more biti. Ampak če je čisto zadnja, če je že res utrujena, je pol tudi težji zdržino, kar če je malo prej. Je to res dobra strategija, dobra nasvet. Kdaj pa otrok lahko, mogoče, kdaj ti svetuješ električne zobne ščetke? Ker vem, da si imaš prav tudi o tem napisan, da si mogoče nekateri sploh najstniki, mogoče malo bolj natančno umijejo z električno. Pri katerih starosti pa lahko začnemo uporabljati? Zdaj nekih strokovnih člankov na to temo nisem brala, načeloma je priporočeno po 6. letu. Kljub temu, da je 6-letne otroci, še vedno starši nadzorujejo ščetkanje. Pri večini je tako, da nekaj časa, ko dobijo nekaj novega, so motivirani in to stvar bolj uporabljajo. In takrat se sigurno higiena izboljša. Jaz tudi dostikrat uporabljam to analogijo, da
električna zobna ščetka je tako, kot če primerjaš, da bi stepal smetano na roko ali pa z mikserjem. Seveda gre z mikserjem hitrejše in bolj učinkovito in enako je z električno zobno ščetko. Je bolj učinkovita. Problem pri otrocih je to, da nimajo večinoma potrpljenja 2 minuti, da res sami temeljito umijajo. Zato, ko izbirate električno zobno ščetko, priporočam predvsem, da ima nek timer. Da ima časovnik, ki meri 2 minuti. Obstajajo že take zelo fine zobne krtačke, ki imajo prav časovnik, ki niso prav namenoma otroške, ampak lahko daš na kak senzitiv ali pa soft ali pa nek tak program in s tistim umivajo zobe. Eni celo smajlije rišejo in to je recimo za malo večje šolske otroke, recimo, ki že poznajo številke, zna biti to zelo velika motivacija. Ja. Res, ker pač dosežejo nek cilj in je potem to lažje. Predvsem pri najstnikih res opažam, da dostikrat pade higiena, ker v osnovni šoli obstaja zelo, zelo dober program tekmovanje za čiste in zdrave zobe, ki res daje krasne rezultate, ampak na žalost je samo do 5. razreda. In v 6. razredu pride puberteta, konec tega tekmovanja in higiena gre strmo navzdol. Res 6. razred je prav ena taka prelomnica, tako da v 7. 8. imajo spet malo več kariesa in takrat je idealen čas za nabaviti električno zobno ščetko, če jo do zdaj niso imeli. Tako bom rekla, nočem se tukaj igrati zdaj nekega snoba pa reči, da ne more imeti otrok zdravih zob brez električne ščetke. Tega absolutno ne zagovarjam. Tudi z navadno ročno ščetko se da dovolj dobro očistiti zobe, potrpežljivost otrok je druga stvar. Tako da razne peščene urice znajo tudi pri tem pomagati, da si dajo kako pesmico, recimo, najljubši komad si dajo, ki traja tam 2-3 minute, lahko kak Deep Purple, ki traja 8 minut, samo nekako otroci to radi poslušajo. Ja, take stvari. Pa včasih pomaga tudi to pri malo večjih otrocih, da si starši z njimi umivamo zobe. Da vidijo, da tudi mi v resnici to počnemo. Ker ko gledam sebe, midva z možem ponavadi dava otroke spat in potem si midva zvečer umijeva same zobe. In ne vem, kolikokrat so naj sploh videli, da si midva umivava zobe. Mogoče se kdaj komu zdi, pa kaj samo nam težita, sama si pa sploh ne umivata zob. Tako da, ali pa, da mogoče finta je tudi to, da jim rečeš, ki jih v šoli dosti učijo o teh tehnikah umivanja zob, daj pokaži mi, kaj so vam v šoli pokazali, pa ti mene nauči, kako se pravilno zobe. Tako, to se mi zdi, da ta vloga jim je zelo všeč. Ja, zelo, zelo. Ja. Glede te najljubše pesmi se tudi spomnim, ko smo imeli enkrat, ne vem, glih za šolo v naravi, kako tudi v šoli v naravi, ne vem, učitelji pripraviti in smo pa tudi to taktiko, da pač najljubši komad, najljubšo pesem, ki toliko časa traja, da res si pa malo bolj dolg časa oziroma malo natančneje umije zobe. Pa tiste vijolične tabletke oziroma... Ja, tisto pa itak dobijo tudi v šoli, ko imajo to tekmovanje. Zdaj to so sicer neka barvila, ki zdaj, da bi jih res vsak teden ali pa vsak dan mogoče glih ni, no, sicer ne bi bila neka naravna barvila, ampak če je to recimo 2-krat na leto, doma naredimo, potem ko nimajo recimo več tekmovanja za zobe, je pa krasno. Ali pa če zobozdravnik to naredi v ambulanti, ker večina nas umiva zobe po nekem avtomatizmu. Če smo desničarji, ponavadi začnemo zgoraj levo in potem zgoraj desno je že slabše umito. Tako popušča naša koncentracija in ker je to nek avtomatizem, ponavadi tudi vedno na istih mestih zgrešimo. Tako da je dobro včasih tudi odrasli, da sami pri sebi preverimo te obloge, ki ostajajo. Ki ostajajo, ja. Super. Hvala za vse te koristne namige, nasvete. Kaj pa, zadnjič sem vprašala, tudi to sem želela izpostaviti, za recimo negativno, že na začetku si izpostavila, da pač ti zelo poskrbiš ta odnos, pa da imajo pozitivno izkušnjo. Mi je pa sledilka, zadnjič sem vprašala pač na Instagramu, če imajo kakšno vprašanje in sem hvaležna sledilki, ki je poslala vprašanje, da v bistvu sta imela hčerka slabo izkušnjo in da zdaj ne želi odpreti ust pri zobozdravnici in kaj narediti v takem primeru, kaj ti svetuješ? Zdaj, če je bila ta izkušnja slaba, bi najprej predlagala, da poišče drugega terapeuta, drugega zobozdravnika, zobozdravnico, naj se malo pozanima pri drugih mamicah, kje so zadovoljne. In zdaj,
ko je enkrat to zaupanje porušeno, ga je treba ponovno zgraditi. To traja malo dalj časa, ampak večina otroških zobozdravnikov dela to svoj poklic kot neko poslanstvo, kot imajo radi to in so si pripravljeni vzeti čas in potrpežljivo recimo otroka sprejeti mogoče celo 5-krat, ne da bi se sploh usedel na stol. Ali pa ne, da bi sploh karkoli naredili. Mogoče, če se 5-tič usede na stol, je že uspeh. In tu je treba potem spet počasi zgraditi to zaupanje. Zelo dobro so strenirani zobozdravniki, da vedno najprej pokažemo, povemo, delamo počasi, razlagamo, povemo, tole bo pa zdaj mogoče malo zabolelo ali pa to lahko pričakuješ, dogovorjen znak z dvigom roke, če je karkoli. Absolutno lotite se stvari počasi, ne imejte prevelikih pričakovanj. Stvar ne bo šla prvič, tudi drugič mogoče ne. Mogoče bo pa otrok, tudi sama sem opazila neko tako fazo med 5. in 6. letom, ko so otroci recimo pri 5 letih nikakor niso sodelovali, tudi z mano se nekateri niso ujeli, pač tako je, ne. Pol pri 6 letih, ko so šli po šolo, mogoče čez pol leta, drug otrok. Dozorijo, usedejo se na stol brez problema. Tako da včasih je potreben samo čas, potrpežljivost, zaupanje in da se zgradi spet nek tak odnos. Zaupan, varen, da se otrok dobro počuti. Super, hvala. Že prej si omenila tudi prehrano, da pač recimo ne sladkih pijač po umivanju zob in tudi, da ko se z otrokom, da se pogovarjamo, da ne preveč sladkorja. Mogoče malo prehranske smernice oziroma, kako naj rečem, kaj svetuješ za bolj zdrave zobe? Mogoče kaj je tisto glavno? Opažam, da mogoče še bolj kot sladkarije so težave res bolj sladke pijače. Tega nezavedno kar precej spijemo in tudi otroci tega precej spijejo. Že v vrtcu jim dajejo sladkan čaj, kar je po moje čisto nepotrebno, ker recimo prvo leto, ko smo z otrokom na porodniški, zelo gledamo, kaj je, kaj pije, potem pride pa v vrtec. Zelo različno, recimo mi v Črnomlju imamo res krasen jedilnik, hrana je res odlična, moram pohvaliti našo vodjo prehrane, to je res za zgled celi Sloveniji, kako se lahko naredi kakovosten jedilnik. S sladkimi pijačami bi se dalo pa še malo, mogoče res. To je pa dobro od staršev, tudi od nas, da otroke navajamo predvsem, da pijejo vodo, ker težava v sladkorju je predvsem v tem, če so pogosti vnosi sladkorja. Manj težavno je, če bi naenkrat pojedel kilo sladkorja, kot pa če cel dan, tega ne more noben pojesti, ne kilo sladkorja, tega nihče ne more pojesti, kot pa če recimo 10-krat na dan spiješ samo požirek sladke pijače. Tako. Tega je pa lahko zelo malo in to se pa res lahko zgodi, sploh če imamo kakšne bidone, take stvari, skozi malo cukamo sladke pijače, to je pa dejansko dosti bolj škodljivo. Tako da najboljše otroka navajati na vodo, za sladkarije že vsi vemo, da niso preveč dobre in mogoče je dobro, da se z otroki zmenimo, da so sladkarije enkrat na dan po kosilu ali pa pač kjerokoli drugo priložnost izberite, preveč zvečer seveda spet tudi ne, pa po umivanju zob tudi ne. To je to. Če ima otrok rad sladko, dajte ga rajši navajati, ne vem, na kakšne borovnice, jagode. To je dosti bolj koristno, s tem bo dobil tudi vlaknine, vitamine, delež vode, dosti boljše kot pa en bombonček. Ja, pa mogoče tudi tukaj, da smo kot starši vzor, pa mogoče mi tudi zraven jemo bolj zdravo ali pa pazimo malo na izbiro, da to tudi se mi zdi, da zelo pomaga. No. Pa tudi davno, ko grejo otroci zvečer spat, da ne navalimo mi na čokolado. Ne? Ja, res je. Pa tukaj mogoče mi je zanimiv, sicer se ne bi danes prav poglavljalo v tom, ampak se mi zdi, pri hčeri opazim, da jaz sem v nosečnosti, se mi zdi, da sem res zelo pazila na izbiro hrane, tudi veliko pač sadja, zelenjave in tudi ona tiste stvari, res, kar sem jaz takrat veliko jedla, ne vem, paradižnika, paprike, tako, ma tudi sama res zelo rada, no, ne vem, koliko pač, ker je to. Ampak tako, no, se mi zdi, da tudi to pomaga, no, da smo mi in vzori in mogoče res tudi že v nosečnosti, da pazimo na, da smo malo bolj pozorni, seveda ravnotežje vedno, ampak tako,
Ja, seveda, se otroku tudi, če mu boš ponudila recimo narezano rdečo papriko, jo bojo imeli radi, ker je hrustljava, je prijetna, je sladka, je, zakaj pa ne? Mislim, če mu boš pa ponudil čips ali pa papriko, pa normalno, da bo rajši čips prav, ne? Tako da, moramo biti sami vzor. To je vse, ne, vzgoji, pač da si ti vzor, da probaš biti čim boljši, da otroku predaš čim boljše. Ne pa, da mu govoriš eno, sam pa delaš drugo. In te stvari so včasih izziv in včasih nam malo bolj uspe, včasih malo slabi. Je pa dobro, da se tega zavedamo, no? Da smo mi tisti ta glavni. No in to bi tudi mogoče še poudarila, pač za higieno otrokovih zob smo odgovorni starši. Ne vem, včasih pridejo starši pa rečejo, joj, mali si, noče umivati zob, pa mu težim, pa 5 let je star, pa to vam bolj slabo umije. Jaz sem kar malo presenečena, vedno probam neobsojujoče tako, ampak to, mislim, otrok ne more biti pri teh letih odgovoren za sebe, pa odgovoren, da si bo sam dovolj dobro umil zobe. To je naloga staršev. Tam nekje do 8. leta, pa še potem jim je treba težiti. Tako kot sem jaz hvaležna svoji mami, da je meni težila, ker danes nimam nobenega kariesa, hvala mami. Pač to je odgovornost staršev. Super, Mislim, res pomembno, no? To hočemo, pomembno, da se tega zavedamo, da ne prelagamo te odgovornosti na otroka. Ki jo niso sposobni v bistvu shendlati. Tako, ne razvojno, ne tako. Tudi njihovi možgani in njihove druge sposobnosti, kot si že prej rekla, motorične, niso še tam. Tudi mogoče zdaj, so te stvari tudi pač zavežejo vezalke, ki nimajo izkušenj, si tudi malo kasneje mogoče, kot smo si včasih. Ja, pa zdaj so tudi vsi čevlji na ježke, sej pred številko 35, mislim, da sploh nimaš čevljev na vezalke. Tako, Sploh ne obstajajo. Da sploh ne morajo imeti te izkušnje, res si zavezati. Z napredkom pride tudi kakšna pomanjkljivost. Pa mogoče prej smo že poudarili, recimo, da mlečni zobje so zelo pomembni, pa bolj še stalni, seveda, in da vplivajo na celo zdravje, tudi mogoče kako dihamo že pri otrocih, ker se pri otrocih se še čeljust, pa vse se še razvija, spreminja in je mogoče dosti lažji prej preventivno delovati, kakor pa posledice odpravljati. Mogoče ti kaj več o tem. To je pa eno področje, ki ga zdaj res raziskujem in dosti berem o tem in je res zanimivo in kako so vse stvari med sabo povezane, kako se prekrivajo, kako v bistvu cel razvoj obraza je odvisen od tega, kako dihamo, ki je jezik. Tako da še vedno veliko ljudi ne ve, da pravo in zdravo dihanje je samo na nos. Nos je za dihanje, usta so za jest in za govor. Pri pravilnem, če želimo pravilni razvoj obraza, morajo biti usta zaprta in jezik na nebu. Jezik je v pasivnem položaju kar prilepljen gor na nebo, cel jezik je prilepljen na nebo, s tem omogočamo pravilni razvoj čeljusti, da so zobje, da je čeljust dovolj široka, da je dovolj prostora za vse zobe in vedno več otrok diha na usta. Vzrok je pa v tem, da dosti otrok tudi ni dojenih, pač iz različnih razlogov. Pri dojenju mora otrok dihati na nos, ker drugače se ne more hraniti. Ne more dihati na usta, pa hkrati jesti. Dojenje tudi krasno vpliva na razvoj čeljusti, tako da to je res dobra popotnica za otroka. Seveda tudi otrok, ki je na flaški, da ne bo kdo zdaj mislil, da karkoli obsojam, Bog ne daj, enako dobro zrastajo, ampak če je možnost, izberite dojenje preko hranjenja po flaški. Kaj sem še htela reči, da dihanje na nos je dobro tudi zaradi tega, ker se zrak, ki vstopa skozi nos, se primerno navlaži, primerno ogreje in pride v pljuča s pravo temperaturo, s pravo vlažnostjo. Če pa dihamo na usta, pa dihamo v bistvu preveč in je ta posledično so lahko tudi mandlji povečani. To za sabo potegne toliko enih težav. To je predvsem opazno pri otrocih, ki imajo kakšne alergije, recimo na pršico, ki zelo težko dihajo na nos, ker dejansko celo leto imajo zaštopan nos, jim teče iz nosa in potem dihajo na usta in se jim prav obraz specifično spremeni. Prav temu se reče adenoidni obraz.
Zgleda pa to tako, da ima otrok zelo tak dolg obraz, nima teh ličnic izrazitih, podočnjake ima ponavadi, ker se tudi drenaža prek ven ni v redu, obraz se podaljša, usta so odprta in celoten obraz se res spremeni zaradi dihanja na usta. Tako da, če opažate, da vaš otrok diha na usta, ga probajte spodbujati, da diha na nos. To je sicer z vsakim letom težje, ker ko smo enkrat odrasli, je to skoraj nemogoče spremeniti to navado. Se pa da z raznimi pripomočki to tudi osvojiti. Recimo, najbolj se to opazi, ko otrok gleda televizijo ali pa neko tako stvar, ko ne razmišlja, da ima kar tako odprta usta. Ja. Takrat je treba otroka opozarjati, naj zapre usta in ena ful dobra vaja, ki res pomaga pravilnemu razvoju čeljusti, je klikanje z jezikom. Da otrok čim prej začne oponašati konička. Ta vaja. Ta vaja je res temelj za razvoj čeljusti, zaradi tega, ker ko naredimo klik, je jezik nalepljen. Kako naredimo klik? Jezik je nalepljen na nebo in klik naredimo tako, da se jezik na hitro odlepi. In ta položaj, tik predno naredi klik, je to. In to je pravilni počivalni položaj jezika. In je treba otroke spodbujati, če vidimo, da imajo dosti odprta usta, da delajo to vajo. Mogoče potem s časoma jim bo prišlo v podzavest, da jezik držijo gor. Mora biti jezik tudi dovolj močen, seveda, pa ustnice zaprte. To je ena taka res fajn vaja in to znajo včasih že dojenčki konička oponašati. Tako da to vajo čim bolj spodbujajte in jo delajte. Ta klik mora biti glasen, ne hiter, ampak glasen. Ja, super, hvala. Kaj pa za ponoči? Kaj pa takrat svetuješ? Po noči je pa težava, ker se nam pa itak vse mišice sprostijo in potem, če niso ustnice dovolj močne, se avtomatsko razprejo. Če ni dovolj močen ta vakuum, ki drži jezik, da če jezikov vakuum ni dovolj močen, da bi držal gor, se usta avtomatsko odprejo. Tako da prvo je, da je jezik dovolj močen, da imamo lahko ustnice zaprte, drugo je pa, da so ustnice dovolj močne, da so lahko zaprte. Zdaj obstaja ogromno teh obližev, pa raznih teh stvari, ki so delno okej, ampak ne odpravljajo vzroka, zakaj so usta odprta. Obliž ti sicer lahko zapre ustnice in imaš ti zaprta usta in to pomeni, da dihaš na nos, ampak še boljše je pa, če ne treniramo ustnice, da so dovolj močne, da se držijo same zaprte. Tako da tu so pa pol spet razne vaje za ustnice. Vaje za ustnice so pa recimo pokanje z ustnicami, takole, tako, ali pa da oponašaš ribo na pihovalko. Tako, take hecne vaje. Ali pa recimo, da nimam sicer kulja, ampak da damo otroku, da drži kulji nad ustnico. Tako, to je tudi dobra vaja in res eni otroci tega sploh ne morejo narediti. Nimajo dovolj močne ustnice. Ja, kaj gre? Ne? No, evo, vaja za otroka. Ki koristijo tudi odraslim. Tudi odraslim, seveda niso samo za otroke. Ja. Tako da, ko so dovolj močne ustnice, potem so lahko tudi zaprte. Tako da te obliži so neka na pol rešitev. Ja. Boljše je strenirati ustnice. Teh vaj je pa ogromno, že na YouTubeu res se da to poiskati. Vaje za ustnice, v bistvu to je miofunkcionalna terapija, obstajajo tudi terapevti, ki se s tem prav ukvarjajo, da natrenirajo ustnice, jezik, te mišice, da je vse v pravem ravnovesju in s tem lahko začnemo že kar zgodaj, tam recimo pri 4 letih, 5. Je zelo koristno. Ja, hvala. Pa res tudi zabavne so te vaje. Tako. Lahko tako naredimo, kaj ribo na pihovalko ali pa tako, pa recimo se igramo med vožnjo z avtom ali pa take stvari, da ni zdaj to neka, zdaj se mu pa usegli pa delali vaje, ampak da je to tako sproščeno. Tudi v bistvu se pokrivajo delno tudi z logopedskimi vajami, tako da tudi te logopedske pravljice, razne take stvari. To vse pomaga k razvoju ustnic, govoril in tako dalje. Ja, super. Res si še tako dobro ponazorila, tako da res koristno. Hvala. Mogoče, ko smo že bolj proti koncu, rekla, kaj je tisto, kar kaj tebe starši najbolj pogosto, katera so tista najbolj pogosta vprašanja ali pa skrbi staršev, ki jih imajo? Tako.
Največkrat dobim vprašanje, katera zobna pasta je dobra. Res, ljudje dajemo v bistvu ful prevelik pomen zobni pasti. Zobna pasta je samo tistih zadnjih 5%, ki pomaga pri higieni zob. Dosti bolj pomembno je, da smo natančni s krtačko in res dosežemo vse zobe in jih recimo idealno bi bilo 10krat vsako ploskev počistimo. Tako da zobna pasta, obstaja res ogromno zobnih past, pa še to bi opozorila. Količino, točno to, količina. Večinoma z zobno pasto pretiravamo in otroci in odrasli. Pri mejnih otrocih, recimo od 1 leta dalje ali pa ko izraste zobek, naj bo paste ravno toliko, da se čisto malo namaže, toliko, da jo je malo, ma niti za en rižek ni treba, da je zobne paste. Glede na to, da do 1 leta otrok itak je doma, ima nadzorovano prehrano, nima nekih sladkarij, ne rabi dosti zobne paste. In potem tudi, ko so starejši, recimo po 2 letih, je priporočilo za 1 grahek. Ne bo preveč zobne paste. Tudi za odrasle zobne paste ni treba namazati po celi dolžini zobne krtačke, ampak ne jo bo po širini. Oziroma za velikost nohta na mezincu, to je skoraj preveč, to je preveč. To je preveč. To je mogoče vodilo pri otroku. Pri otroku lahko za velikost mezinčka. Ampak ne zdaj spet v višino. Takole, v reklamah je preveč. Tako, v reklamah je preveč, ker pač želijo prodati čim več zobne paste. Tista tubica otroška, ki ima 50 do 100 ml, to mora biti za 1 leto. Ali pa še več. Res malo zobne paste je treba. Pa je kaj pomemben, tako, koliko mora imeti fluoridov, ali je to spet eno tako vprašanje, kaj tudi nekateri zagovarjajo to, nekateri ne? Jaz osebno zagovarjam fluoride in tudi trenutno znanost zagovarja, da fluoridi so koristni. Količinsko naj jih ne bo preveč. To pomeni, za otroke do 6. leta je 1000 ppm. To, če pogledate na zadnjo stran zobne paste, piše 1000. Pasto naj otrok izpljune. Prosim, shranjujte jo nekje na visokem, da jo otrok ne dobi, ker ponavadi so zobne paste dobrega okusa in bi jo lahko tudi pojedel. Sicer tudi, če bi celo pojedel, ni to smrtna doza ali karkoli. Od 6 let naprej pa je primerna zobna pasta s 1500 ppm fluoridov in enako za odrasle. Ne pretiravati s količino, zobna pasta mora biti za dolgo časa in to je to. Če iz kakršnih koli razlogov imate zadržke do fluoridov, obstajajo tudi druge krasne paste brez fluoridov, ki imajo druge stvari, ki nam pomagajo pri mineralizaciji sklenine. Naša prehrana in predvsem naše pijače so take, da vsebujejo toliko sladkorja, toliko snovi, da težko mi toliko umijemo zobe, da ne bo kariesa. Zato je pasta v tem primeru, teh zadnjih 5% je koristna, da nam malo ta kemija pomaga. Tako da neka mineralizacijska snov je dobro, da je v pasti. Zdaj, a je to hidroksiapatit ali so kakšne druge stvari. Tudi, če ne želite fluora, obstajajo druge stvari. Tako da malo se pozanimajte, nekaj malo podpore je dobro imeti. Super, hvala za tako razlago. Sem se pa zdajle spomnila še eno vprašanje, ki sem ga enkrat zasledila, pa sem te želela že prej vprašati, pa sem jaz pozabila. Kaj pa recimo, če pač jemo, pač če kdaj želimo preizkusiti in se zmotimo, da z istim priborom jemo, zasledila sem priporočila, da to ni okej. Kako je s tem? Ja, ni dobro, da recimo otroku dudo oblizujemo ali pa pribor ali pa te stvari. Ampak to priporočilo je meni malo tako, saj tudi pribor, ki ga opereš, ni sterilen v resnici, ker ga ne daš pod 100 stopinj, tudi če ga v pomivalcu umiješ, še vedno ostane gor nekaj. Sterilen ni, tako da absolutno, ja, ne tega dela direktno, da prenašamo iz naših ust v otrokova, temu se poskušamo izogibati. Ampak neizogibno bo naš otrok dobil naše bakterije. Zdaj, ali ko ga lupčkamo, ali ko se zobne krtačke takole dotikajo v lončku istem, ali z uporabo pribora, ali z uporabo kozarcev, pač to je neizogibno, da bo otrok dobil tvoje bakterije. Ni treba tega prav namenoma delati. Tako. Ampak
predvsem je pomembno, da poskrbimo, da so te naše bakterije v ustih zdrave. V ustih bomo imeli bakterije, ker imamo bakterije povsod, na koži, na laseh in tudi v ustih jih imamo. Pomembno pa je, kako je razmerje med njimi. Ene bakterije v ustih so tudi dobre, temu se reče flora. To je flora, ki je prisotna recimo tudi v črevesju in te bakterije v bistvu zasedajo prostor, da se ne morejo naseliti tiste bakterije, ki so slabe. Tako poenostavljeno povedano. A ne? Zdaj, če imamo mi v ustih res slabo stanje, veliko karijesa, parodontozo, vnete dlesni, imamo očitno presežek slabih bakterij. In tu je res treba biti zelo, zelo, zelo previden, da tega ne prenesemo na otroke. In predvsem na mame in očete apeliram, da poskrbijo za to, da imajo zdrave zobe, ker otrok lahko dejansko od njih dobi karijes posredno s temi bakterijami, ki se bojo neizogibno prenesla na otroka. Tako da to je spet en tak vidik vzgoje, ko je spet treba najprej za sebe poskrbeti, tako, da lahko otroku nekaj dobrega predaš pol dalje. Ja, da ne bi pozabili na našo higieno slučajno, ko imamo. Bi še dodala kakšno, kaj sva pomembnega izpustili, kar se ti zdi pomembno, pa nisva naslovili. Bi še kaj dodala? Malo sva se že dotaknili tega, da mogoče zelo dobro je priti z otrokom k zobozdravniku, ko še nima težav. Da je to čisto en tak sproščen obisk, da malo pokaže zobke, ali je to pri 1 letu ali pri 3, nekateri tudi 3 leta priporočajo, da je to sproščeno, da dobi tisto štampilko, da gre zadovoljen domov, da ni to prvi obisk pri 6-7 letih, ko otrok se že vsega spomni, ko se že vsega zaveda, ko ga ne moreš več kar tako nahecati pa okrog obrniti in da pride z bolečino. To je najslabše. Tako da res potrudite se, da dobite za otroka enega takega prijaznega, prijetnega zobozdravnika, ki bo to speljal na tak lep način, da bo otrok zadovoljen in da se bo rad vračal. In tudi, če otroka vozimo na pol leta k zobozdravniku, karkoli bomo našli, bo majhno, ne bo boleče, bomo lahko hitro rešili in ne bo neke travme. Tako da ta preventiva res deluje in na dolgi rok se res plača, ker bo manj bolečin, navsezadnje manj stroškov, manj travme, dosti lažje za vse skupaj. Če to naredimo kot del rutine, na pol leta, pregled pri zobozdravniku, to je to. To je res super popotnica. Tudi pol za nas odrasle, se mi zdi, tudi za odrasle. Se tudi tega držim. Tako. Tudi za odrasle čiščenje kamna na pol leta je priporočljivo, vsem se nam nabira, tudi če ga ne vidimo, ne čutimo, sigurno, v pol leta se vsakemu sigurno nabere kamen. Hvala za res take koristne, izčrpne informacije. Bi pa te za na koncu vprašala, tako kot zdaj vsako gostja, kaj zate pomeni besedna zveza oziroma prva asociacija? Poslušam se. Zdaj od danes dalje bo to asociacija na podcast, drugače pa poslušam se, je res taka dobra besedna zveza, se mi zdi tako, da vsem nam malo manjka te čuječnosti, tega, da se ustaviš v trenutku, da ne premišljuješ o tem, kaj je bilo, kaj bo, da se ustaviš, poslušaš in da dostkrat, da bi mogoče malo večkrat iz svoje intuicije deloval. Tako da ne se ne oziraš toliko na druge, sicer znanje je vedno koristno, ampak da včasih tudi svojo materinsko intuicijo uporabiš in deluješ iz tega in je pol včasih tudi to pravilno. Ta naša lastna intuicija. Super. Najlepša hvala. Hvala ti, da si bila gostja, mi veliko pomeni. Pa sploh, da si prišla iz Črnomlja. Res hvala. Hvala tebi za vabilo, res je bilo prijetno in ful hitro je minilo. Hvala lepa. Tudi meni. Hvala pa vsem za poslušanje in se vidimo, slišimo kmalu. Polona.